Kompetenčni center Logins je pravzaprav nastal kot nek projekt povezave logističnih podjetij v strokovno celoto, povezava partnerskih podjetij, ki si med seboj niso konkurenca, temveč se dopolnjujejo. Namen kompetenčnega centra je pravzaprav povečevanje kompetenc zaposlenih v logističnih podjetjih. Torej, zaposleni predstavljajo največjo dodano vrednost slovenskega gospodarstva in z razgledanimi zaposlenimi, ki imajo širok spekter znanj, ki obvladajo strokovne veščine, poleg teh tudi mehke veščine, znajo komunicirati, se znajo pogovarjati, se znajo pogajati. Skratka, s tako ekipo slovensko gospodarstvo lahko gre naprej. Moram reči, da so podjetja izjemno dobro sodelovala med seboj, podjetja so izjemno aktivno vključevala svoje kadre in seveda tudi naša partnerska podjetja so zelo dobro sodelovala s projektno pisarno. Tako da v času trajanja projekta ni bilo kakšnih posebnih težav, zastojev, sodelovanje je bilo dejansko izredno dobro. Seveda moramo pohvaliti tudi odlično sodelovanje s Skladom za razvoj kadrov, kajti brez dobrega sodelovanja z nosilcem tega projekta s strani evropskih sredstev, seveda tudi ta projekt ne bi bil tako uspešen, ne bi bil tako dober in konec koncev ta projekt ne bi obrodil dolgoročnih sadov. Namreč kompetenčni center Logins za področje logistike bo kljub temu, da se koncem letošnjega leta projekt kot financiran projekt strani evropskih sredstev izteče, ta kompetenčni center bo ostal še naprej aktiven, podjetja so še naprej povezana in podjetja bodo še vedno in še naprej sodelovala preko skupne platforme, se izmenjevala nasvete za boljšo kompetentnost kadrov, se izmenjevala druge strokovne informacije. Skratka, računamo, da kompetenčni center Logins bo živel še naprej. V okviru projekta kompetenčnega centra smo v Intereuropi največ poudarka dali izpopolnjevanju kompetenc z področja vodenja ekip, z področja komunikacije z različnimi sogovorniki in v različnih okoliščinah uspešnega timskega dela, korporativne integritete in pa uspešne prodaje. Zaposleni se skozi taka usposabljanja najprej zavemo pomembnosti svojega vpliva na te procese. V drugem koraku pa pridobimo orodja in razvijemo ustrezne veščine, ki pripeljajo do želenih sprememb in napredka. Dobro timsko delo, učinkoviti medosebni odnosi in zaupanje v ekipo so v storitveni dejavnosti, kot je logistika, ključni dejavnik za uspešno poslovanje. Mislim, da zaposleni možnost usposabljanja vidijo predvsem kot priložnost za svoj osebni in strokovni razvoj, kot priložnost za izboljšanje svoje učinkovitosti pri vsakodnevnih delovnih izzivih, pa ne nazadnje tudi kot priložnost in možnost za povečanje svoje vrednosti na trgu dela. Za Luko Koper je sedaj druga izkušnja sodelovanja v kompetenčnem centru. Pozitivna izkušnja je definitivno ta, da omogoča povezovanje oziroma mreženje med podjetji v isti panogi. Pa naj si gre za izmenjavo izkušenj pri oblikovanju panožnih profilov zaposlenih ali pa pri izmenjavi izkušenj glede vsebin usposabljanj ali pa izvajalcev usposabljanj. Rdeča nit usposabljanj v Luki Koper v letu 2018 je bilo usposabljanje iz mehkih veščin, to je učinkovita timska komunikacija. Zakaj smo se pravzaprav odločili za to usposabljanje? Zaradi tega, ker je analiza letnih razgovorov pokazala, da imajo zaposleni kompetenco timsko delo med slabše razvitimi kompetencami.
Glede na to, da smo edina luka v Sloveniji, smo preko kompetenčnega centra uspeli uveljaviti tudi posamezna strokovna usposabljanja v tujini, kljub temu, da so nekoliko dražja, je bil s strani pristojnih posluh zanje. Ena ključnih nalog Darsa je kvalitetno upravljanje in vzdrževanje avtocest. Zato se naši sodelavci nenehno usposabljajo in krepijo svoje znanje in kompetence. Sodelovanje Darsa v kompetenčnem centru Logins je zato več kot dobrodošlo. Delo naših sodelavcev na avtocesti je zelo zahtevno. Polno je nepredvidljivih in nevarnih situacij. V okviru kompetenčnega centra Logins smo zato dali velik poudarek na usposabljanjih, kot so treningi varne vožnje, obvladovanje stresa, medsebojna komunikacija in vodenje sodelavcev. Kot rečeno, sodelovanje v kompetenčnem centru Logins je bilo za nas več kot dobrodošlo in upamo, da bomo imeli to priložnost tudi v prihodnje. V podjetju Barce smo upravili popis delovnih procesov, s katerim smo ugotovili, kje prihaja do zastoja oziroma tveganja obvladovanja procesa. Trening varne vožnje je zaposlenim omogočil izboljšati njihove veščine vožnje v različnih vremenskih pogojih in v različnih situacijah v prometu. Izvedli smo tudi usposabljanja z področja komuniciranja odnosov in upravljanja konfliktov z orodjem SDI. V podjetju smo želeli izboljšati odnose, medsebojno razumevanje in sodelovanje v timu. Prav tako pa se moramo vsi znajti tudi v konfliktnih in stresnih situacijah. Razumevanje in pretok informacij je ključnega pomena za dobro upravljeno storitev. Leto 2013-2014 smo v podjetju Stele Trans prvič pristopili k projektu izobraževanja kadrov. V letu 2017 smo ponovno dobili povabilo projekt KOC za izobraževanje kadrov in bili nadvse veseli vključitve med partnerska podjetja. Pričeli smo z zelo intenzivnim delom na področju usposabljanja zaposlenih na oddelku disponiranja, se pravi oddelku organizacije transportno-logističnih procesov, na področju upravljalca transportno-skladiščne mehanizacije in na področju skladišča. Rezultati izobraževanja se kažejo predvsem pri prevzemanju odgovornosti za svoje delo, kot pri poslovanju celotnega podjetja, pri boljši komunikaciji zaposlenih, kot tudi strankami. Predvsem pa sem vesela, da se vse naučeno, celoten proces se kaže pri vsakodnevnem delu naših zaposlenih, ker znamo zelo dobro planirati in dosegati zastavljene cilje.